Nocoj bomo, spoštovani zbrani, priča težko pričakovani premieri filma Terra Magica, dokumentarcu o najboljših briških vinarjih. Kadar se take stvari dogajajo v občini, brez dvoma, da županov ni težko spregovoriti. Gre za zadnje dokončano delo Jureta Vrecelnika, ki govori o prijateljstvu med Slovenci in Italijani, ki govori o neki enoviti pokrajini, o ljubezni do zemlje, do vina in seveda o tem, kako so naši vinarji ponesli ime Brd in Slovenije v svet. Ideja se je porodila režiserju Juretu Vrecelniku pri snemanju enega projekta v Brdih. Videl je ta potencial v tej zgodbi, to lahko bi rekel veličino teh ljudi, kaj so naredili, kaj so dosegli in to čarobnost te zgodbe. In zdaj rezultat je po moje en vrhunski izdelek, ki predstavlja pokrajino, njene ljudi, značilnosti tako slovenske in italijanske strani. Iz stališča fotografije smo pač Brda predstavili v eni ful lepi luči, pač res za vse posnetke smo se ful potrudili, da pač res lepo izgleda. Uporabljali smo neke najnovejše tehnike in to ti da neko dodatno vrednost oziroma dodano vrednost k samemu filmu. Gre dejansko za en film, ki je bil zelo dolgo časa pričakovan, snemal prvi posnetki segajo že v leto 2013, zaključen je bil letos, se pravi 2015. Po premieri, ki se je zgodila v Bruslju, se pravi o svetovni premieri, zagotovo vsi nestrpno čakajo tudi za našo briško premiero. Sodelovali smo z poslanko Fajonovo in poslancem Bogovičem, ki so organizirali premiero v Bruslju. Po odzivu ljudi lahko sodim, da je bil event zelo uspešen. To je le en tak zgodovinski prelom, nekaj na traku, ena zgodba, ki do zdaj ni bilo, mislim, ena celovita pogled nekega drugega umetnika, ki ni našega konca, ki je prišel slučajno tukaj in naredil eno tako zgodbo. Film dokumentarc, kjer je avtor dejansko bolj kot to, da je režiral, je pustil, da smo mi in je potem on na svoj način sestavil. Jaz mislim, da je sporočilo tega filma to, da lahko človek, če se loti s srcem stvari, doseže marsikaj. Poleg tega film tudi se dotika vprašanja meje, ki je ključno tukaj v tej zgodbi in ponuja zanimive izhodišča za razmišljanje o sožitju v modernem svetu. Gre tako za predstavitev, se pravi filma, izredni posnetki, izredna zgodba in seveda tudi neke vrste druženje z najboljšimi vinarji sveta. Pri nas se ni začelo pridelovati pred 50 ali 100 leti, je pridelava vina že v času Rimljanov. In prav ti griči tukaj v Goriški Brdi so eni tistih, ki pač to zgodovina piše, mislim, so bila vedno pomembna vina že v Republiki Veneciji. In mi smo bili recimo... I have seen tremendous change from the old collectivized mass market setup to the new focus on quality wines and exciting individual wineries that have appeared. Ampak mi smo štartili iz pozicije, ko je bilo treba povedati, od kje smo, da tudi tam obstaja četrca, da je od nule oziroma včasih manj kot nule. For many wine drinkers, they don't even know where Slovenia is or that it produces wine. The message has to be really that we have to show people the place and get people tasting the wines so that they can appreciate for themselves actually what an exciting wine region it is. Rečejo seveda najboljši Cabernet je v Ameriki, najboljši Sauvignon je dol v Novi Zelandiji, najboljši Chardonnay je v Avstraliji. To lahko rečejo, ampak jaz rečem, najboljša vina so pa v Brdih. Hvala in priznanje tem našim vrlim vinogradnikom in vinarjem, ki so resnično dali en velik kamen v mozaik
bom rekel, prepoznavnosti Brd in zakaj ne Goriške, Primorske in celo Slovenije. Vsi pomagajo s tem, da imamo potem dobro grozdje in potem, da imamo dobra vina. In jaz pravim, kot sem tam že rekel, Brda imajo najboljša vina.